Majhne kmetije se v zelo konkurenčnem okolju pogosto znajdejo v položaju, ki od njih zahteva korenite tehnološke in tržne inovacije. V razvoju nišnih, zdravih in ekoloških pridelovalnih praks ter v iskanju novih tržnih pristopov se lahko skriva odgovor, ki životarjenje spremeni v bleščeč uspeh. Na ekološki kmetiji Kukenberger se ukvarjamo s prirejo ekološkega senenega mleka in tudi predelavo le-tega. S preusmeritvijo iz klasične konvencionalne kmetije smo pričeli nekje leta 2012, ko smo se v bistvu na nek način že odločili, da bomo naše izdelke ponudili kupcem oziroma svoje mleko predelovali in ga preko izdelkov ponudili kupcem. Ko smo začeli s prenavljanjem naše kmetije, so se začele tudi večje investicije, saj so bile stavbe in oprema na kmetiji dotrajane, sirarne nismo imeli, tako da smo v bistvu potrebovali precej kapitala, da smo vse to izpeljali. Že leta 2011, ko sem sam prevzel kmetijo, sem se zaposlil na lastni kmetiji in začel intenzivno z razvojem predelave mleka in prodaje direktno končnim kupcem oziroma po različnih prodajnih kanalih, tako s prodajo na domu, kot s prodajo javnim zavodom in tudi prodajo v trgovinah. Naša dejavnost se je širila in tako smo nekje v letu 2018 prišli na to, da mleko naših 22 krav v celoti predelamo sami oziroma ga prodamo direktno kot mleko ali pa kot mlečne izdelke. Do tu je bila kar težka pot, namreč morali smo posodobiti hlev, to je bila prva investicija, potem smo zgradili tudi novo sirarno, nakupili nekaj opreme in pri vseh teh investicijah smo si tudi pomagali z evropskimi sredstvi, ki lahko rečem so nam pomagala, da smo tu, kjer smo zdaj, vsaj nekaj let prej, kot pa če bi morali biti 100% odvisni od trga. Gre za to, da smo zelo majhna kmetija še vedno in ne moremo sami z lastnimi izdelki toliko zaslužiti, da bi lahko vse te investicije izpeljali v kratkem času z lastnimi sredstvi. V bistvu vse investicije smo speljali s pomočjo sredstev iz programa razvoja podeželja. Prijavili smo se na razpise in tudi večinoma uspešno. Moram reči, da smo bili s tem črpanjem sredstev zadovoljni, nismo imeli nikakršnih težav. Tudi ko smo imeli kontrole in tako naprej, smo prišli do zaključka, da če so zadeve narejene tako, kot so tudi predstavljene in tudi prijavljene, potem zadeva gre gladko skozi kontrolo in smo s črpanjem sredstev zadovoljni. Mislim, da so ta sredstva primerna za vse kmetije, ki želijo tudi v prihodnosti razvijati svojo dejavnost in iščejo dodaten kapital za svoje investicije. Uspešne zgodbe slovenskega podeželja se pišejo tudi s pomočjo evropskih sredstev.